V Parizu na podnebni konferenci predstavniki držav razmišljajo, kako zmanjšati človekov vpliv na okolje. Prvič so se pod okriljem Organizacije Združenih narodov politiki zaradi podnebja sestali pred 20 leti v Berlinu. Najbolj znan dogovor pa so sklenili 2 leti zatem v Kyotu, zato mu rečemo Kjotski protokol. Ta je zapovedal, da moramo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, a države, ki so največje onesnaževalke, ZDA, Kitajska in Indija, ga niso sprejele. Zato letošnja konferenca toliko bolj pomembna, se na njej sodelujejo tudi ZDA in Kitajska. Ta zaradi pretiranega onesnaženja že zapira 2000 tovarn. Cilj konference pa je omejiti segrevanje ozračja na 2 stopinji. Zakaj? Zemljino ozračje se bo do leta 2100 ogrelo v povprečju za 4 stopinje, če ljudje ne bomo spremenili načina življenja, ugotavljajo znanstveniki. To bi se zgodilo zaradi velike količine toplogrednih plinov v ozračju. Največja težava je uporaba fosilnih goriv, to je plina, nafte in premoga, ki je tudi največji onesnaževalec. Tako močno segrevanje bi imelo uničujoče posledice: taljenje ledenikov, naraščanje gladine morij, izginotje manjših otokov, povodnji, suše, primanjkovanje pitne vode in uničenje pridelkov. To pomeni tudi dvig cen hrane, 100 milijonov več revnih ljudi in izumrtje nekaterih živalskih vrst. Čeprav so se države že zavezale k temu, da bodo poskrbele za zmanjšanje izpustov, pa se bo po trenutnih ocenah ozračje vseeno segrelo za skoraj 3 stopinje, kar je preveč. Pariška konferenca bo poskušala v skupnem dogovoru povezati vseh 195 držav. Največja težava je, kako določiti, koliko toplogrednih plinov manj naj bi v ozračje izpuščala posamezna država. Države v razvoju, ki nimajo toliko denarja, poudarjajo, da bodo izpuste zmanjšale le, če jih bodo finančno podprle bogate države. Cilj podnebne konference v Parizu je torej dogovor vseh držav glede zmanjšanja količine izpustov toplogrednih plinov do te mere, da se zemljino ozračje ne bo segrelo za več kot 2 stopinji, kar naj bi bila še obvladljiva sprememba. Hkrati pa bo treba resneje razmisliti o prehodu na naravne in obnovljive vire energije.